Vabim vas k ogledu naslednje oddaje Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravja. In v goste bom povabila Apolonijo Infiniti, ki nam bo povedala. V oddaji bom govorila o tem, kako se je pri meni vse skupaj začelo, zakaj tradicionalna kitajska medicina, zakaj je prehrana in tudi naš obdomen, kjer so doma naši organi in čustva, zelo pomembni in zakaj se je potrebno zavestno prehranjevati, zavestno tudi v bistvu ukvarjati s seboj za zdravje, za vitalnost. Na koncu pa bova razkrili tudi način prehranjevanja in različne jutranje in večerne rituale. Vabljeni k ogledu. Dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Tokrat sem v goste povabila Apolonijo Infiniti. Ona je terapevtka tradicionalnega kitajskega zdravilstva in Qi nei Ceng, posebne terapije, ki nežno pomaga telesu izločiti toksine. Sicer pa znana kot šepetalka organom. Dobrodošla, Apolonija, v oddaji Moj odnos do zdravja. Hvala, ker si me povabila. Vesela sem, da sem tu. Ja, majčkeno več nam povej, s čim se ti še ukvarjaš? V bistvu začelo se vse s prehrano. Od nekdaj me je hrana zanimala in naključje, ki to ni naključje, me je pripeljalo do tradicionalne kitajske medicine, ki me prej sploh ni zanimala. Preizkusila sem 1001 dieto in nič ni delovalo. In potem sem šla bolj iz dolgčasa poslušati predavanje o tradicionalni kitajski medicini in sem se zaljubila na prvi posluh, kako bi temu rekli. Tako da začela sem torej s prehrano in tradicionalno kitajsko medicino, kasneje pa seveda me je pot pripeljala še do tradicionalne kitajske medicine tudi na dotik. Tukaj Qi nei Ceng, terapija, ki tudi ti trebuščki so me vedno zanimali. Ne toliko refleksoterapija stopal in druge točke po telesu, ampak ja, prav abdomen. In ja, to, ko se dotakneš lahko tudi fizično, recimo ledvic, je to eno tako prav posebno doživetje. Tako zame, kakor tudi za osebo, ki mi dovoli. Pa ko ledvica spregovorijo, to je šele doživetje. Seveda, in poslušajo in vse povedo. Ja, ali pa želodec, ali pa tanko črevo. Zato, ker vse to govori. Vse komunicira z nami, na različne načine, samo imamo različno odprte kanale in različno jih slišimo, velikokrat jih pa žal tudi se ne sliši in ne upošteva. Kako si pa ti prišla do tega, da slišiš te organe? V bistvu, ne vem, samo pustila sem in poslušala. Samo prepustim se in me samo pelje to tisto v meni. Da vidim, kje je, ker recimo pride, preden sem delala Qi nei Ceng, si pregledal celo telo in tako diagnostika je bila veliko težja, kakor pa ko pride nekdo na mizo, pa mu pridem do abdomna, takoj organi spregovorijo, takoj vidiš, kje je zastoj, moje telo zaznava, mi kaže znake, kje še moram spustiti, kako energija steče čez moje komolce in roke ali stopala. Tako da je ena taka zelo posebno doživetje in verjetno pač ima vsak nekaj, katero mu kaže, samo treba je pač poslušati. In
to organi spregovorijo s teboj, čisto, da ti slišiš informacije, ki ti govorijo, ali kje ti prim za to, da se bodo sprostili? Bolj v tem smislu. Kje je treba, kaj je treba narediti. Ne? Tukaj imam zastoj, tukaj je treba sprostiti nežno ali bolj močno, ker so tudi različni. Jaz sicer nisem pristaš tega, da kaj boli, imam rada zelo nežno. Ampak ja, kakšna oseba rabi tudi malo bolj. Tako da mi pove, kje ja, kje ne. Tukaj je zastoj, tukaj je treba sprostiti in seveda tudi skozi pogovor z osebo takoj vidiš, kje je, ga popelješ, ga vprašaš, kaj pa se tukaj dogaja, kje so tukaj recimo strahovi ali podobne stvari. Ja, meni je tudi zelo blizu mi je kitajska tradicionalna medicina. Jaz sem vse te stvari povezavala, kako čustva, misli vplivajo prav na organe, kako energijski tok zato teče skozi telo, kako vse skupaj vpliva tudi na količino energije, ki jo imamo, na našo duhovno odprtost. Tako da te informacije sem potem jaz v celoto dala, študirala sem pa tudi ajurvedo, tako da te stvari. Si podobni, ampak ja, vse prepleteno. Nič ni posebej. Mi smo skupek več energij, nismo samo fizično telo, smo energetsko, duševno, naša duša. Vsak organ ima spet svojo dušo, svojo vibracijo in ta tok je treba seveda sproščati, da čim bolj sproščeno teče, da je energija sproščena, ker če ne, seveda imamo zastoje in tam vemo, se vedno začnejo težave. In tako kot si ti rekla, si vse povezala, jaz sem isto tukaj našla pri tem sem našla odgovore na moje zakaj, zakaj se meni nekaj dogaja in da sem vedela tudi, da lahko nekje, kje lahko začnemo odpravljati vzroke, ne samo posledica. In ugotoviš, da je v resnici tako preprosto in da lahko veliko sami naredimo. Samo odločiti se moramo, pa se poslušati, pa seveda delovati. Kdaj pa je bilo tisto, ko si se ti odločila, ja, zdaj pa bom jaz, mislim, oziroma zakaj si povedala si nam, kako je bil proces, da si različne diete, ampak zakaj si se pa diete odvila? Kaj je bilo tisto, zakaj si rabila kvazi diete? Ja, po mojem vse se je začelo že v otroštvu. Jaz sem imela 2 mami in ena mama me je učila, dala stik z naravo, da smo bili skozi zunaj in tako, ampak njej je bila prehrana tako, mimogrede, če že moramo, ni se preveč obremenjevala. Če boš noč jedel, boš pač lačen, suh kruh je tam, tako je bilo. Moja druga mama je bila pa profesionalna kuharica. Tam je bil pa orden disciplin in 5 obrokov na dan, jaz sem bila kot ledvička, nisem marala jesti, nič ne bi jedla, jaz bi bila skozi zunaj. Tako da sem bila skozi prepletena in podhranjena tudi, in potem je ta moja druga mama tudi skozi filala z nekimi sirupi, da bom dobila apetit in seveda, ker sem bila pri njej, sem bila okrogla kožoga in ko sem prišla nazaj domov, sem ratala spet takšna. In to nihanje se je že 4. leta začelo dalje. In to je zelo zgodaj, se vemo, dokdaj se nam vzorci seveda najbolj vtisnejo v nas in seveda tako me je potem skozi ta plus minus se mi je celo življenje dogajalo, vezano že iz tega. In v bistvu to je bila ena stvar, zaradi katere sem se diet lotila, druga stvar pa je bilo to moje kronično vnetje mehurja. Sem ga imela tudi, dokler nisem začela se s tradicionalno kitajsko medicino ukvarjati in živeti po njej. Takrat sem v bistvu umirila ta stanja in jih ni več. Ja, to si dobro rekla, ja. Umirila stanja, ker bistvo je, da mi to, kar nas noter tako kot dela nervozne, čist podzavestno, da se te stvari umiri in da nehamo početi stvari, ki smo jih počeli. Ki nam ne pašejo. Ja, ki nam ne pašejo. Ja, in škodimo na ta način svojemu telesu. Kaj pa je bilo tisto, recimo, kar si Zakaj za sem- mehur?
Živeli smo ob potoku, imeli smo izvirsko vodo, ledeno vodo, jaz sem skozi pila tisto ledeno vodo, ampak seveda to je šlo samo ven, a ne. Moje telo ni dobilo nič, mama je mislila, da imam sladkorno, me je k zdravniku vozila, ta otrok je nenormalno veliko vode pije, jaz ima pa skozi žejna, ledvica so rabila vodo, ampak seveda ne ledene vode. Tudi spala sem v ledeni spalnici, a ne, celo zimo nisem videla ven, ni bilo gretja, a ne, pod kovtrom smo se oblačili in seveda moje ledvičke so seveda na ta način bile kar uboge, a ne, in pod stalnim stresom, a ne. In to se je potem seveda kar navezovalo. Nisem razumela, da moram nekaj z vodo narediti, a ne, v prvi vrsti. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, po oglasih nadaljujeva z najinim pogovorom. Omenila si, kako pomemben je bilo zate topla voda, topla postelja in da to ti je malo ogromno energije. Kdaj si pa to ugotovila? S kitajsko tradicionalno medicino? Ja, ker jaz sem bila zelo na podobnem in tudi topla voda, termovka in hodim z vodo okrog, zato da moje ledvice dobijo dovolj vode. Drugače sem pa popolnoma dehidrirana in bila sem toliko dehidrirana, da tudi kakati nisem mogla. Seveda, stalno zaprti. Ja. Ne? In pol tu cele težave, ni samo ledvica, ampak cel proces je tukaj. Vemo, da je hidracija zelo pomembna, ker smo iz vode, a ne. In če ne piješ dovolj, se noben proces v telesu ne zgodi prav, niti prebava, seveda posledično ne greš na blato. Kronična zaprtost, vemo, da toksini ostajajo v nas, tako da še tako sem bila kar v redu, nisem bila preveč bolna, glede na to. Še dobro, ja. Ja, glede na to, koliko je šlo vode ven, pa nič ni noter ostal. Ja, ledeno z izvira vodo. Ja. In skozi v tistem potoku ledenem, a ne, smo hodili otroci. Ja. Se pravi, pri 30-ih si potem spoznala, da zate je toplo. Ja, tam enkrat, ja. Ja. Sem začela potem, ja, to, da toplo, da sem s toplo vodo začela, zdaj tudi približno ne morem hladne več piti, je res zelo težko, tako da termoska je vedno z mano, tako da sem skozi seveda toplo vodo, topla hrana, ugotoviš, pa poslušaš svoje telo, kaj ti daje. Jaz sem bila vedno malo tako, nisem tako, kakor so drugi rekli, ne, za vse recimo ena dieta bila zame, to nikoli ni delovala, ne. Ne, to nekaj zame nekaj ni, ampak potem sem ugotovila kar kmalu, da meni telo skozi nekaj govori, a ne, in sem pila recimo kavo z mlekom, a ne, se pravi, prva je bila bela kava, ki je bilo samo mleko in kar naenkrat to mi ni bilo več dobro. Okej, potem bila kava z mlekom, macchiato. In konec sem ugotovila, moje telo noče ne mleka, ne kave. Sicer kavo si še vedno privoščim, ker imam čustveno navezanost na mamo skozi kavo, ampak seveda zelo zmerno pa vedno si jo zavestno izberem, da se bom pocrkljala z njo, ne da je to mimogrede vsak dan, a ne, kompulzivno, ker pol tu naše telo tega ne mara, a ne, na ta način. Ja, ker kava je tudi ena izmed substanc, ki zelo vpliva na ledvica, na ledvično žlezo. Na jedra, na porabo vode. Toksična je, a ne, tako da vse to vem in zato tudi res je čedalje bolj zmerna in čedalje manj je. Tako da je res samo za tisto crklerijo, ampak vse telo samo pove, ker naenkrat ti ni več tako dobra, ne. Tako da, ko sem jo začela zmanjševati, je v bistvu vsakič rabiš manj. Ja, ja. Sploh, ko sem začela z razstrupljanji. Tukaj si strokovnjakinja, ne? Ja, jaz delam po tradicionalni kitajski medicini, se pravi delno postenje, ni strogi post. Ampak ja, takrat damo določene stvari res čisto stran in ko sem enkrat na začetku uspela dati kavo stran, pa se mi je zdelo, da lahko pa jaz vse, a ne. Gore premikaš. Res. In res se tako močno tudi počutiš in polno energije in od takrat naprej jaz ne rabim kave več vsak dan, jo spijem res samo
občasno. zavestno. Ja, super, super, ja. Ker kava je tako, kot če bi vzeli kredit 5000, recimo evrov, a potem ga je enkrat treba plačati, ne. Mi se že imamo fajn, ko imamo denar, a ne, oziroma imamo energijo po kavi, ampak ko je pa treba kredit plačati, ko je treba tisti manjko energije, ker to pride ven, se pravi, se poveča kortizol, se poveča adrenalin, to je treba potem plačati, ne. Vse moramo plačati. To, kar danes jemo, pijemo, plačamo čez 3 mesece, najkasneje. Čez 1 leto. Ali pa čez 1 leto, ali pa čez 7 let. Tako. Ker se itak vse nabira, a ne. Je samo kapljica, saj imamo tisti slovenski pregovor, kamen Na kamen palača. Ja. zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. Točno to. Ja, in isto je v prehrani, a ne. Sej lahko danes, pa lahko jemljejo ljudje vse živo dodatke, pa praške, pa tako, ampak enkrat telo izstavi račun, a ne. In pol pridejo in ja, pa sej pa meni to nič ne naredi, veš, mi reče, jaz lahko jem one Snickers, čokoladke, pa to, meni to da energijo. A potem po drugi strani reče, da ne more spati, da ima težave s hrbtenico, da ji ledvica ne dajejo, da ima strahove. Ker ne znajo ljudje povezati med seboj, a ne. Raven to sem te hotela vprašati, kako povezati, vidiš, to si zdaj načela eno tako zelo pomembno temo, ki jo zelo malokrat znajo ljudje povezovati. Recimo poješ en Snickers, a ne, seveda gre energija gor, kortizol gor, adrenalin gor, potem te pa čez nekaj časa strah. Ja. Ogromen padec. In padec tudi, a ne, ker to tudi na naš cel živčni sistem vpliva. In pol imamo padec in pol ne ve, od kje ima manjko energije. Sem utrujen, a ne. Ja. Ampak vse, če ti ješ hrano, ki je živa, ki je polnovredna, tebi da energijo, ti poletiš, a ne. Če pa jemo tako nekaj na hit, a ne, pa procesirano hitro hrano, a ne, imamo pa te padce zelo, zelo globoke, ampak zelo velikokrat ljudje sploh ne opazijo oziroma nočejo videti, oziroma tudi ne morejo videti. Ja, jaz mislim, da tle nismo šolani, a ne. In ker nismo šolani, potem je težko to dvoje povezati, zakaj se nekaj dogaja. Me zanima, kako imaš ti hrano urejeno, recimo čez dan. Jaz zjutraj običajno začnem z izotonikom, z domačim izotonikom, potem imam še vodo popijem, pa aloe vera sok popijem, potem imam običajno ovsene kosmiče z različnimi semeni, potem je kakšen kos sadja, recimo ob 12, potem je ob enih, 2 je kosilo, recimo danes sem imela bučke z temi čapatiji, pa tole pesino juho. Zvečer, ko bom domov prišla, pa ne vem več, a bom še kaj jedla, ampak recimo včeraj sem pojedla potem še 10 fig in s tem sem zaključila. Oziroma zvečer popijem še tudi aloe vero in Argi plus, to je en poseben dodatek, ki ga pijem, zato da se mi v možganih žile odpirajo za lažjo detoksifikacijo možganov. Kako pa ti ješ čez dan? Kakšen je tvoj ritem? V bistvu jaz zjutraj seveda, ko vstanem, prvo je vedno kozarec tople vode. Zadnje čase dajem malce soli vanjo, solnega cveta, mi zelo paše in se mi zdi, da tudi lažje potem pijem čez dan dovolj. Potem pijem kefir, vodni kefir, ki ga delam sama, ali kombučo, malo kombiniram, enkrat eno, enkrat drugo, v katerem se tudi skozi poigravam z okusi in zdajle recimo kumare tudi noter dajem in tako, da pride pa baziliko, pa meto in take stvari, ki so zdaj aktualne. In potem je šele moj zajtrk. Pol imam jaz moje rituale jutranje, da se nastavim in potem imam zajtrk, tam okrog 8 ure. Poleti sem na zelenčkih dosti, ali pa imam rada kakšen kokosov jogurt, pa semena, ali pa oreščke, sadje.
Po zimi sem na prosenih kašev, nimam preveč rada kosmičev, tako da kosmiči so zelo redko. Rajš imam proseno kašo, kvinojo, ajdovo kašo, ki je iz tega. Včasih tudi kakšen namaz si naredim iz avokada ali pa kaj podobnega, ali pa iz artičok, zdajle špargljo in podobno, na hrskih iz semenk, ali pa naredim kruh iz ajde, ki jo kalim, ali pa iz kvinoje, tako da je tako bolj, ampak bolj, ko je vroče, bolj je to lahko, ne, bolj sem tudi na sadju, zdajle sem se najedla češenj že, jagode, zdajle sem dobila borovnice že prve, tako da dosti je tega. To imam tudi za dopoldansko malico. Kosilo imamo od 12 do 1 ure približno, vedno si vzamem, da imam tudi čas takrat, da si pripravim obroke, da nimam takrat strank, da pojem kosilo in pol imamo še en obrok tam med letom, okrog 4., 5., ki nazadnje jem večinoma. Drage gledalke, cenjeni gledalci, po oglasih bova nadaljevali z najinim pogovorom. Lahko bi si na moji spletni strani www.nejazupan.si/iniciacija-energije prevzamete tudi moje darilo za vas. 7 korakov za zdrav, dober začetek dneva. To so prakse, ki pomagajo, da že zjutraj zgradite visoko stopnjo energije, ki vam pomaga potem, da vaš dan poteka odlično. Po oglasih pa se vidimo naprej. Se pravi, dovoliš, če ob 4, 5 ješ, dovoliš potem tudi organizmu, da počije in mu ne daješ zvečer hrane, da se lažje razstropi čez noč. Ja, upoštevam 24-urni bioritem človeka, kar se mi zdi, da je osnova, tako organi delajo in to tudi jaz moje dušice, ki pridejo k meni, učim, ker se mi zdi, da z večerjo najprej lahko naredijo ta prvi premik, da ga tudi zaznajo potem na svojem počutju. Vemo, da se telo rabi v svojem času razstrupljati, regenerirati in spočita. Veliko težav imamo dandanes zaradi vsega, kar je preveč. Preveč dajemo skozi nekaj svojemu telesu, ne more nikakor počiti. In je čas, da mu damo malo več časa za njegove funkcije, ker on je super stroj, super mašina, veš ti to sama. In pol on vse zmore. Tako da tisti, ki imajo razne težave in nespečnosti in tako pač treba je prvo pogledati večerje, popoldanske obroke in jih začeti postavljati. In ja, poslušati. Kje vidiš, da je največ napak, recimo pri večerjah, popoldanskih obrokih? Da zelo veliko spuščajo obroke, že zajtrke, da imajo prvi obrok ob 12, 2. In pa so cel dan v pogonu in v stresu in ko dajo otroke spat in se vse umiri v 9, 10, pa napadejo hladilnik. In seveda so zelo izčrpani in takrat, ko si lačen, izčrpan, vseeno ti je, kaj poješ. Prvo, kar ti pride pod roke. Jaz tudi, če ne bi lačna, ne smem biti preveč dolga. Jaz ne smem iti lačna v trgovino. Ja, to je grozno, ko vse pokupam. Jaz ko grem na tržnico, pridem s 3, 4 takimi vrečkami in pa kam bom vse to dala, to pa razmišljam. Ko pridem domov, ampak ja, tukaj je to. Ne vzamejo si časa zase, rečejo, nimam časa. Nimam časa za poskrbeti zase, za svoje zdravje, da si skuham, je naporno. Ampak se vem, da ni lahko začeti premikati to, ampak ko se enkrat odločiš in ko narediš, ti prve vidiš, koliko ti je telo hvaležno. In nažalost zelo velikokrat rabimo prvo imeti neko hudo bolezen, da se streznemo pa da nekaj naredimo. Jaz bi pa zelo rada, da bi že preventivno to začeli delati, preden pride do tistega strogega. In probam to skozi celoletni program, da jih počasi vpeljem skozi letne čase, skozi sezonsko hrano, ki je lokalna. In da postane to tudi neka igra v kuhinji, kjer v bistvu lahko eksperimentiramo, kjer v bistvu se lahko učimo tudi te prisotnosti. Zdaj tukaj,
Meni je to sicer najlažje, ne, na ta način, tam sem zelo prisotna, ne. Tako da poskušam tudi to naučiti moje dušice, moje stranke, ne rada jim rečem stranke, ki pridejo k meni, ne. Da začnejo malo drugače in da jim pokažem, da se vse da, da ni tako težko. Je v bistvu zelo preprosto, da ni vsak dan praznik, ne rabimo vsak dan 10 različnih jedi, a ne. Da je lahko obrok zelo preprost, a ne, in da si ga znajo vse same narediti. Zelo veliko jih pride, ker jaz ne znam kuhati, jaz ne znam to je vse tako težko, to vzame toliko časa. Res je, malo organizacije rabiš, sploh na začetku, da se zorganiziraš, če nisi bil tega navajen, a ne. Ampak ko to osvojiš in jaz držim prostor, da jim dam, kako se vse to da, itak pa mora vedno vsak sam pri sebi potem narediti premike, a ne. Ni čarobnih palčk, a ne, in čudežnih tabletk, ker ne obstajajo, ker tudi vse te tabletke imajo, vemo, posledice, a ne. Tako mi je bilo všeč, ko si rekla, a ne, da mi oziroma da ti jim pomagaš te večerje spremeniti. Zato, ker tudi v moji praksi se je izkazalo, nekdo, ki je zvečer, ki se zvečer prenaje, tudi če zdravo, kvazi zdravo je, a ne, se telo, zato ker mora presnavljati hrano, se ne more razstrupljati. In naslednji dan, zjutraj, je v bistvu vse zabasan noter in zato človek sploh ni lačen. In zjutraj bi mogel jesti, pa ne je, zato ker je vse stoji noter. Ja, še od prejšnjega dneva. In ja, kot se to zamenja, se pravi, da se zjutraj je in da se pazi, da je človek prehranjen tja do 4, 5 zvečer, potem ne rabi do naslednjega dneva zjutraj do 8, 9. Veš kaj, ljudje kar mislijo, da morajo biti zelo siti, ampak poanta je, da morajo biti nahranjeni, Ja. a ne. Tudi to prenajedanje, tega je ogromno. Večina ljudi nima meje, večina ljudi ne ve, kdaj je žejna, kdaj je lačna. Vsi mislijo, da so lačni, pa so v resnici žejni. Veliko je tega preveč pojesti, ker mi lahko pojemo najbolj zdrav obrok, pa če ga je preveč, smo spet naredili isto telesu, a ne. Tako da tudi naši možgani boljše delajo, a ne, ko smo malo, jaz rečem, skoraj malo lačni, a ne, tistih 80%, ki smo lahki, a ne. In to je treba začeti postavljati vsak pri sebi, a ne, da začne ugotavljati, kje je tistih njegovih 80% in da ne rabi tehtnice, da smo si različni in vsak rabi svoje. In zato je tudi prav, da poišče osebo, ki bo prav njemu lahko pomagala. Toliko smo si različni, toliko je različnih terapevtov, tako so včasih rekli, cerkev ima veliko vrat, a ne, ampak je ena, tako da odpreš tiste, ki so zate prave, da lahko ti prve korake narediš, morda jih potem spreminjaš, ampak nekje moraš začeti. Rekla si, da zjutraj prvo narediš določene rituale. Mogoče kakšnega malo opišeš, ker jaz to delam zjutraj, a ne, zato da se resnično pripravim na dan, da se energijsko postavim, zato da sčistim telo tistih starih stvari od prejšnjega dneva, da tudi napišem kakšne stvari, da enostavno dam možnost mojim čustvom in mislim, da si dajo duška, zato da sem pa to jim lahko cel dan mirna. Kaj pa ti delaš? Da si nastavljena. Ja. Ja. Začnem že zjutraj v posli. To prvo, da ko vstanem, da se pretegnem, zelo roke, noge, da fino se raztegnem, da malo limfo spodbudim, da dam roke, noge gor. To že začnem v postelji. Potem, ko spijem, grem pa, če le vreme, na teraso, zato je zdaj poleti tako lepo, da gledam sončni vzhod, da gledam sonce, da se napolnim s to sončno svetlobo, da sem nekaj časa samo sem, da nič ne počnem. Potem pa naredim nekaj vaj po mantraku, železno srajco, da se stabiliziram, da se nastavim, naredim zdravilne zvoke, dihanje, orbite, da poženem energijo v možgane. Odlično, jasno. Pol imam pa še en ritual, ki ga izvajam 9 minut, ki me ga je pa
en drug naučil. In tisti me postavi, odvisno kaj rabim, v tistih 9 minutah imam več tehnik. Stojim tako v piramidi in v bistvu ali se filam s starodavnim soncem, kot peščeno uro pustim, da steče ta žareča energija in me napolni. Ali samo koncentracijo vadim, če se mi zdi, da rabim, da bom imela naporen dan. Ali delam postavitev v abdomnu energije, v srcu energije, ali odprem srce in možgane. Vedno pokažem narobe, tako. Vedno rečem tukaj srce in tukaj možgani. Kar je to prav. Kar je to avtomatsko tako Ja. naredim. Misli Ja. s srcem in čuti z možgani. Ja, tako da jaz vedno to itak narobe rečem. Mislim, narobe, prav. V bistvu prav Ja, rečem. intuitivno je Ja. to čisto prav, ne? Tako da, ja, te nastavitve in jaz, če že to naredim, pa lahko grem naprej v dan. Če imam pa čas, potem tudi včasih kakšno meditacijo naredim, zelo rada imam dispenzo, ali grem na sprehod s kužki, če imam čas, včasih vsak drug dan grem teč ob morje. Če pa nimam časa, je pa že to tisto tudi dovolj, da sem nastavljena potem, da zaštartam lahko dan, a ne. Potem pa seveda tudi zvečer, ko grem spat, jaz bolj recimo tudi skozi dan lovim te moje misli skozi. In zvečer pišem, si delam tudi zahvalo za vsak dan, to je tisto, brez česar ne grem nikoli spat. Bližava se zaključku najinega pogovora, samo še zaokrož, kaj je tisto, kar bi svetovala gledalkam in gledalcem? Da naj začnejo poslušati svoja telesa, da naj začnejo biti bolj zavestni pri prehrani, da vse, kar se odločajo, da ne razumejo, da njihova odločitev bo vplivala na njihova telesa, na njihovo energijo, na čustva, na zdravje, na vitalnost. In da je da ni treba biti 100% strog, da je zlato pravilo 80%, da se 80% držijo in 20% si lahko pustijo za te pregrehe, ki sčasoma postajajo čisto drugačne. Najlepša hvala, Polonija, za tvoj obisk v studio Ljubljana TV. Dragi gledalci, cenjene gledalke, vi pa si lahko na moji spletni strani www.nejazupan.si/iniciacija-energije vzamete brezplačno darilo 7 korakov za dober začetek dneva, zdrav začetek dneva. Se vidimo še naprej.